Danes pa je v naši družbi Aleksander Lah, pozdravljen. Pozdravljena. Namaste. Namaste. Danes bova govorila o tem, da ni vedno v življenju tako, da je najboljše, če smo najhitrejši, najboljši, najmočnejši, ampak da se kvalitete skrivajo drugje, kaj ne da? Ja, danes hočemo biti vsi prvi, najhitrejši, ampak še posebej v spolnem odnosu je pa dobro, če nisi ta prvi najhitrejši. Tako da... Poleg malo konc. Poleg malo konc in se igra konča in ni več zanimivo. Tako da danes sem pripravil malo temo o tem, da moški še posebej, ki se zaletimo in hočemo še več užitka, pa ženske isto, samo da smo si tukaj moški in ženske zelo različni. Ženska je tako kot voda, moški pa tako kot ogenj. In na začetku je ženska velika posoda vode, moški je pa ena mala vžigalica. In če se one dva takoj spojita, se pravi, če ta voda pride na to vžigalico, ni več ognja, tudi voda ostane hladna, tujko se reče frigidna, frigid. Tako da je dobro, če se ta igra nadaljuje v to smer, da se ta vžigalica razplemeni, da se naredi večji ogenj in se na ta način počasi ta voda segreva, postane topla, začne vreti, začne sublimirati oziroma počasi spari ven. In tukaj tudi lahko dobro primerjavo naredimo s spolnim odnosom. To, da se voda spremeni iz enega stanja v drugega, tudi ženska gre iz enega vsakodnevnega sveta v drugega, v bolj orgazmičen svet, v svet, ki jo lahko napolni z eno novo, svežo energijo. Pri moškemu je potem, kar sem jaz brala, da je tako, da nekaj časa mora stopnjevati, se pravi, da ta plamen gre in gre in gre in gre in gre. In potem pride recimo do orgazma z ejakulacijo ali brez ejakulacije. Ali pri tantričnem seksu ženska doživi več orgazmov, multiplo, ne? Ali je isto sam eden? Ne, zakaj praviš isto samo eden? Se tudi pri navadnem seksu ima ženska lahko en orgazem, pa potem čez nekaj minut še enega. Odvisno tudi kakšnega. Tle ne bi govoril, da več orgazmov je boljše. Boljše, če imaš enega globokega, močnega. Ja, ampak a se mora ženska štopati med tem, da ne doživi več orgazmov, ali se lahko čist prepusti? Ker moški se mora štopati, ne? Moški se mora kontrolirati svojo energijo zaradi tega, da se mu ne zlije vse skupaj po tleh in potem ni več pritiska in moči. Za žensko je pa fajn, da se čim manj kontrolira, pa da se razširi, da se segreje, da se ta voda začne v paro spreminjati. Pomaga pa moškemu na ta način, da mu da vedeti, da se ne da v prvi minuti dokazati vse svoje adute, ampak da reče, v redu je, če greva najprej počas. Zato je tudi mogoče, v splošnem imajo ženske zelo rade predigro. Moški smo tisti, ki se hočemo takoj zaleteti noter in reči, ok, gremo takoj na najbolj luštno stvar. Na vroče. Na vroče. Dobro, ampak to se zdaj vse lažje sliši, kot pa potem pride do prakse, ne? Ker nas ta strast lahko premakne da je to bum, 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 konc, ne? Ja. Točno to, ja. Strast je ena zelo dobra energija, ena zelo vroča energija, ena zelo strastna, samo še posebej moški jo mora znati kontrolirati. To pomeni, če se moški totalno prepusti strasti, pa da sam nima enega močnega živčnega sistema, potem ga ta strast hitro pahne čez tisto točko brez povratka. Zaradi tega je fajn, da moški to počasi stopnjuje. In jaz sem to že več let vedel, teoretično, ampak zdaj pred kratkim, novembra, sem pa odkril eno zelo dobro stvar, kako moški lahko res to postopoma dviguje. In sicer to je, na primer, tantrična masaža. Preko tantrične masaže lahko to posodo vode počasi segrevaš in tudi sam svojo energijo počasi razporejaš, da ni samo v genitalijah razporejena, ampak da jo čutiš v nogah, rokah, okrog sebe. In takrat se tudi vse stvari malo bolj umirijo. Strast ostane, živčnost se umakne in potem gresta ona dva lahko na bolj divjo ježo. Ker če gresta pa takoj na začetku, v prvih 10 minutah na divjo ježo, pa ni, še posebej pri moškem, ni telo
pripravljeno, ni energija razporejena po celem bitju, ampak je samo tam na točki brez povratka. Zadnjič sva govorila o tem, da ženske rade tukaj preizkušamo moške podzavestno, v tem smislu, da jih, ko se ustavijo, ne, da jih provociramo. Ne. Kaj se pa ustavljaš? Ja, tej, akcija. To sem ugotovila tudi pri sebi in sem bila samo res to delam. In zdaj sem se pa dala navajati, ne, in ne delam več tega. Ne. In je popolnoma drug občutek v bistvu skozi cel spolni akt. No. Tako da deluje, evo, preverjeno, ne preverjam več, oziroma celo izustila sem, ne bom te več provocirala, ker vem, da si dovolj močen in da se znaš kontrolirati, ker ti zaupam. In je bil zelo dober odziv. Vidiš, potem ga je to še več mu dal verjeten zagona, da se še bolj potrudil za tebe. Ja, to definitivno. No, vidiš. Fajn. Super. Praksa. Tako da ja, hotel sem reči, da saj tudi to je že ena stara resnica, da imajo ženske rade pred igro, da moški se radi zaletijo, ampak da moški ugotovimo, kje je pa čar te pred igre, to je pa malo daljši pot. Še posebej, ko je toliko enih fantazij, toliko enih nabojev, toliko ene strasti. Ali pa včasih tudi občutek krivde. Včasih moški reče, pa kaj jo zdaj jaz tukaj samo neki božam, pa grem kot maček okrog vrele kaše. Ona si zdihra zdaj želi več. Ja. In moški mora biti toliko samozavesten, da reče, lej, jaz čutim, da rabim še nekaj časa, da se ne zaletim. Če si ona res želi, da bi bilo še več, mora malo počakati, ker bo tudi najbolj všeč, da bo dalj časa trajalo. Pa da mi moški imamo največkrat problem s tem, da se hočemo dokazati, da hočemo ugajati, da imamo ene čudne ideje, kaj bo zdaj le pasalo. Šele pol, ko se umiriš, ko začneš dihati, ko začutiš sebe in žensko, pol šele čutiš, kaj ona res v resnici želi. Ker dostkrat nekaj, kar ti reče, ni nujno, da je to res pasalo. In zato je fajn pri nas, pri moških, da prideš v stik s sabo z eno umirjenostjo, ker pa ne pomeni, tukaj se mi zdi zelo važno povedati, da umirjenost pa globina ne pomeni, da si pa zdaj neki v cerkvi pa dolgočasen, ampak to samo pomeni, da čutiš svojo moč v globino in da čutiš žensko in da lahko s celim telesom greš pol v strast. Moški zmasira žensko? Ali tudi ženske lahko moškega? Lahko tudi obratno. To je ena zelo dobra praksa, je, da naprimer moški, ko pride iz biznis sveta, pride domov in je čisto v glavi, pa mu ženska naredi masažo in ga na ta način povabi v čutne svetove, iz teh mentalnih svetov v čutne svetove. Tako da, in pol, ko se moški stopi, pol pa reče, ok, draga, zdaj bi ti pa jaz rad vrnil nekaj od tega, zdaj sem pa jaz prišel tudi domov s celo dušo, nisem več v pisarni za računalnikom, ker mi moški včasih grejo vse sorte misli. Krasno. Kje pa ne začne? Kako kje ne začne? Ja, z božanjem oziroma z masažo. Ženska? Ja. Zelo dobro je na presredku začeti. Mogoče... A kar direkt tja, ali kaj? Odvisen, koliko sta intimna, pa koliko se poznata. Zelo dobra je tudi masaža stopal. Naprimer, če čuta, da sta si bolj narazen, pa da bi bilo tisto preveč, pol je zelo dobra masaža stopal, ampak jaz sem to sceno si drugače predstavljal, kot jaz sem to sceno predstavljal, da one dva prideta, pa nista takoj skočila v poslo, pa nista šla direkt na presredek, ker to je bilo mogoče res prehiter, ampak v vsakem primeru je pa dobro priti do tja, zaradi tega, ker se tukaj nakopiči vsa ta energija in da se pol razprostre po celem telesu. Ok, presredek, masaža. Ok, kako? Tako? Naprimer tako, ja, ali pa tudi s pestmi. S pestmi na gor? Ja, tukaj je važno vedeti... Pa prstane dol? Prstane je fajn dol, če so Avstrija. Tukaj je važno vedeti, da vedno je treba z občutkom, ampak da ponovadi moškim pa še tukaj bolj močno, kot pa manj močno. Jaz sem skoraj vedno samo mogel reči, poslušaj, tukaj nisem občutljiv, tukaj lahko bolj pritisneš in pa še, če bolj pritisneš. Ja.
Samo mi dva tukaj ne morava pokazati tega, pa tudi če bi lahko pokazala, to noben ne more razumeti, kako je. Zato je dobro, da greš na en tečaj, naprimer tantrične masaže. Vi imate to, ne? Mi imamo raven, naprimer sobota, nedelja, je en dvodneven tečaj, kjer se te stvari v praksi, sta učitelj in učiteljica, moškim pomaga učiteljica, ženskam pomaga učitelj, pa seveda največ pomaga tisti, ki je masiran. Tisti je najbolj pomemben, on da feedback oziroma povratno informacijo. Ampak... Zaprav tako. Še kaj drugega? Teh variant je veliko. Ali greš tako s prsti, ali greš s členki, ali greš s temi. Zato je, ker bistvo je, da to premasiraš. Ker se energija se zagozdi, tako kot pri vsaki masaži. Lahko masiraš tako, lahko masiraš tako. To je umetnost, ne? Treba je tudi ugotoviti, kaj v tistem trenutku tej osebi najbolj paše. Zato je dobro biti spontan, sproščen, ker tudi tebi telo ti reče, ok, jaz bi pa zdaj tako, ali pa jaz bi pa to probal. Ponovadi je točno to, kar osebi paše. Ja, začutiš trenutek, se povežeš z njim. Ja, včasih si pa malo razšteljen, pa ne veš točno, pa ti tle vse malo ropota. Takrat pa greš bolj na easy, pa na počas, da se oba prideta v bistvu v tisti trenutek. Okay, če začneš s presredkom pri moškemu, kam greš pa potem na stegna? Ne, dobro je iti kar potem gor pri moškemu preko mod, pa preko penisa in še naprej gor do srca. In zelo dobro je tudi tako masirati po srcu. Naprimer, ta masaža vsakič zelo paše. Tudi lahko ti probaš tle na srčni čakri. Na anahati. Na anahati. Ko tle masiraš, to čakro zelo energiziraš. Jaz, naprimer, zdaj le čutim, da se je kar tako razblinila malo energija okrog roke in noge, ker se je tle zgleda malo zagozdila in zdaj malo stekla naprej. Ampak zakaj to vse povezujemo? Tle gor je srčnost. Naši kamermani so že... Poglej, koliko se je pomladil v trenutku. So že isto, ne? To potem pomeni, da nekaj zanimivega govoriva. Ker ko kamermana jaz v zadnje vidim, da začnejo nekaj isto mahati zraven, pa vem, da je to, ne? Ja. Ampak zakaj povezujemo to dvoje? Zaradi tega... Meni je to čisto nazaj padlo. Povezujemo vse te dele, ker nekako to masirati v naši družbi nekaj čisto normalnega. Ampak da pa spodi se kaj ljudje masirajo, to pa že tisti za zaprtimi zavesami in vrati in vse. Ampak vse v redu, če se tam dogaja, samo fajn je, da se, ker če se spodi nikoli ne dogaja, potem si lahko samo v enih lepih idejah, božanskih, v temu se reče, pozitivnem razmišljanju, wishful thinking, to sem iskal. Ampak moraš imeti pa še spodi to močno energijo, da lahko te projekte izvedeš. Zaradi tega je treba vse te čakre, energijske centre povezati. In masaža je dober način, da to povežeš spodi. Se pravi, do srca? Pa lahko tudi naprej, ne? Fajn je, meni včasih pa še tudi čutim, da je toliko energije, da še tako narediš, da greš še gor in da se odpre v bistvu neskončnost. Včasih tako sam začutiš, kaj ti najbolj paše. Zdaj se ne moram toliko močno, ker se bojim, da si bom kakšen tale vaš make-up pa puder dol. A ti se pudraš, ali kaj? Jaz se drugače ne pudram, ampak vaše punce me ne spustijo naprej, če me ne namažejo. A ti se pudraš, ali kaj? Pa dolge lase imaš, pa pudraš se. Hecam se, sorry. Kamere so take, jaz bi bila tudi ves čas brez make-upa, če bi šlo, ampak... Se svetla tle, ne? Ja, tukaj se svetijo stvari, pa minimalno sicer, ampak dobro. Pustimo zdaj to. Ok, masaža. Koliko časa potem to? Kolikor začutimo? Ko delaš te masaže, čas zelo hitro teče. Tako da, če zdaj le rečem, da masaža traja, ne vem, pol ure do 1 ure, se ti zdi, super, to je ful velik časa, mogoče celo predolg. Ampak, ko se vležeš, pa ko ti paše to, pa lahko mine 90 minut, pa si rečeš pismo, je že. Pri tantri se sploh čas ustavi, ne? Čas lahko gre tudi nazaj. Ker se pomlajen, potem zbudiš ven iz tega. Ja. Zdaj bi malo razum počakal, ker, ja, ok. Fajn je to, res. Ja, zdaj, ko sva malo zadihala, je dobro tudi, da poveva, da v bistvu glavna stvar na splošno, ali pri spolnem odnosu, ali pri masažah, ali pa v življenju, je dihanje. In ko imaš malo čas zase, je fajn, da se spomniš na to. Vse smo imeli eno oddajo, ko smo tudi dihali v trebuh in v prsni koš. In to zelo pomaga energijo razporediti po celem telesu. Ker ključ tega, da si zadovoljen, da si močen, da imaš dobre ideje, je, da energija kroži po celem telesu.
Jaz vodim tudi ene vadbe ob Koseškem bajerju ob torkih. A res? Ja, ko delamo malo tai chi, qigong, jogo za ogrevanje, potem pa laufamo do sredine gozda, se vsak usede pod svoje drevo in delamo eno posebno meditacijo, da znamo zaokrožiti tudi to energijo, temu pravijo mikrokozmična orbita. Krasno, to se bomo pridružili enkrat. Ja, komot, ne? To pa z veseljem. Pa še pri drevesih, povezava z drevesi in vse, ne? Ja, rastline pa živali nas tako dobro podpirajo. Jaz se od njih veliko učim ene preprostosti, ker če gledaš samo na ulici svet, se težko kaj naučiš. Je res. Ja, naša ekipa se danes blazno zabava. No, to mi je všeč, to mi je všeč. Od teorije pa k praksi torej. Kje pa moški začne recimo masažo, potem pri ženski? Masaža se vedno začne ta tantrična, tako da nekako povežeš spodnji ledveni del, na hrbtu se ponovadi masaža začne. Ali pa če spredi pokažem, pa si predstavljate hrbet, da ta spodnji center energije, pa ta zgornji center energije, da jih povežeš. Tako daš roke, čutno usmeriš energijo. Če čutiš energijo, super, če pa ne čutiš energije, si jo pa predstavljaš in si lahko presenečen, da se ženska vseeno odziva, čeprav ti ne čutiš. Tole dihanje recimo, ne? Med samim spolnim odnosom se mi zdi, da to dihanje izjemnega pomena, ker pride do tistega vrelišča, ne, začneš dihati in se potem hitro malo normaliziraš oziroma greš v pratjaharu, usmeritev čustev navznoter in potem jadraš naprej, ne. Je temu tako? Ja, še posebej pri nas pri moških je, da ko se s tem vozom bližaš vrhu, začneš vedno hitreje pa vedno bolj plitvo dihati. In če ne znaš tega potem umiriti, pride voz do vrha in zgrmi v prepad. In je ko letiš v prepad tistih par sekund, ko je orgazem, pa ko je izliv, je ful lušten, ampak pol, ko trešiš na tla, pa ni več toliko lušten. Zato je dobro biti toliko zavesten, ampak takrat se je težko to spomniti, takrat si v čisto drugem svetu. Ampak lahko pa si rečeš, lej, mogoče pa enkrat se ne prepustim toliko temu, pa se malo igram s svojim telesom, pa svojo energijo in rečem, ok, draga, dajmo to malo bolj počas, pa malo staviti, pa ona reče, ne neha, da je toliko lušten. In pol si pa v precepu. A boš zdaj ne ugajal, ali boš rešil cel voz? Boš rešil cel voz. Ja. Če boš imel dovolj moči. Če imaš dovolj moči, pa samo zavesti, ampak včasih moški rečemo, pa zdaj, ko ona toliko uživa, nimam srca, da bi to zdajle. Ja. In sam pol si pa rečeš kasneje, pismo, pa lahko bi še toliko bolj oba uživala, če bi mogoče mečkam drugem krenil na tistem križišču. Pri ejakulaciji, pri moškem in pri ženski, ko pride do tistega trenutka, ko se začne orgazem, pa če to povežemo z dihanjem, a takrat izdih ali vdih? O čem zdaj govoriš? O ženskem orgazmu ali o moškem orgazmu za ejakulacijo? Greva najprej na moški. Moški orgazem za ejakulacijo. Fajn je pri moškem, da če že pride do tega, da leti dol v prepad oziroma da pride do izliva, da takrat prav zavestno proba posrkati čim več te energije, ki gre ven. Na ta način jo nekaj ohraniš. Ampak po mojih izkušnjah jo ohraniš kakšnih 10% ali pa 5%. To pomeni, da nisi ne vem koliko veliko s tem naredil. Veliko več narediš, če prej ustaviš celo stvar. Pri ženskah? Pri ženskah pa težko govorim iz svojih izkušenj, čeprav imam dolge lase, ampak... Pa pudraš se. Pa se pudram, ampak ne vem, dajva reči, da boš naslednjič ti povedala, kako je boljša, če vdihneš ali če izdihneš. Ja, če izdihnem, se mi zdi, da gre res energija potem ven, ampak izdihnem, hkrati pa mišice potegnem gor in si predstavljam, da dejansko gre ta energija gor po telesu. Se pravi, ja, pride do izdiha, ampak hkrati čutim, da nekako je treba povezati. Pa si probala tudi z vdihom? Ne. Ker jaz mislim, da je oboje potencial. Ima potencial, pa ima dobre stvari, samo je drugače, zato ker to dihanje itak kroži.